La Resistance. Resistance, kar radio kričač, naš podcast bo oddajal. Mislim, saj teh 100 pa nekaj epizod. Enkrat na teden. Ja. Enkrat na teden, lej. Ni take no prisoners, nič ne bomo. Tako. Ja, v redu, ne, pa pičmo, ne. Ja, dajmo, ajde. Zdravo! Opravičujemo se za vse nevšečnosti, je podcast o kultni knjigi z napisom Samo brez panike, ki so jo preden je Douglas Adams o njej napisal radijsko igro, knjigo, TV serijo in še kaj poznali le redki prebivalci tega malega, modro-zelenega planeta. Štoparca vsak teden beremo Zi, Peli in Aljo in se že vnaprej opravičujemo za vse nevšečnosti, ki bi morda lahko nastale ob poslušanju tega podcasta. Vsako epizodo obdelamo eno poglavje. In zato smo veseli, da z nami preživiš ta čas in bereš z nami, ali pa v poslušanju spominjaš, kako v celoti izjemna knjiga je Štoparski vodnik po galaksiji. Ja. In v prejšnji epizodi smo spoznali Marvina. Pa še kaj. Se ne vem, če bom to jaz prebral v bistvu. Jaz tudi zdaj razmišljam, da sem mogoče malo bolj sposoben, da bi prebral še kakšno vrstico. A kaj boš eno manj, kam midva? Ja, tako se zmenimo. Štekam, jaz zdaj čutim tega Marvina, veš? Lahko rečeš zdaj opozorilo za kvarnik. Ja, Ajde. Oziroma, prejšnjo epizodo nismo imeli Aljetovega dejstva, pizda. Ja, imeli smo, koliko stane zob jebo. Sam Ben je rekel, Aljetovo dejstvo. V redu, ja. Ali boš rekel opozorilo za kvarnik zdaj, ko si na vrst? Je opozorilo za kvarnik. Kdo sem? Kje sem? Ne, mogoče pa res vstal v prvih 3 vrsticah. Čakaj, jaz sem še enega pelitona namešal, preden štartam. Previdno z temi žganicami, ker tvoj goat je navajen na perne. Tako da jaz sem tukaj s tem problemom, z vinom pa z žganicami. Ja. Pa v bistvu, kaj sem gotovo, zdaj, ko sem bil na morju, ne? Da teli za natakanje peri so nevarni, ne? Kaj sem si jih v deci kozarc točil, veš, pa vse deci, veš. Kaj pa je to deci, ne? Tam malo ga ni spijan. Točno to, tam malo ga ni spijan in točeš in sploh ne veš. Bum, 4 perice, a veš, uno. Ne, samo misliš, da ni ta 2-litrsko pakiranje, da je to pač predvideno za enkratno doziranje. Ne vem, zanj smo ugotovili, da je 3 peri, da so sweet spot, ne, a veš, mogoče zdaj smo mečkan že napredvali tudi. So mogoče 4, a ne, to je pa glih 2 litra in to ni na ključje, da ti to pakirajo. Ne, to je glih za pančat, fajn, da dober spiš. Kljub komarjem in vročini se dober spi. Lej, mogoče. Ne, samo v razmislek. Ne, poletca 3 peri malo premal, 4 so pa dost, ne, tako da, ja. Itek kot švicaš, ne, mislim, že takoj, mogoče res ta sweet spot se premakne, ne, na morju skoč malo naprej. Skratka, ja, dovolj o naših alkoholnih problemih. Tako da pojmo mi nazaj na knjigo, ja. Pojmo mi nazaj na knjigo, ja. Kje smo v 12. poglavju? Dobro. Točno tam, 12. Zabhod in Triljan še zmer nista zapustila tega ladijskega pulta, so hotel reči. Ladijski most s pultom. Šank. V bistvu je šank. Ja. Ja, če je narejenka restauracija, pol je skoraj šank. Ne, a ni ona ta druga ladja od Slarty Bartfasta narejena restauracija? A veš, kam na neverjetnosti pogon, ampak unma pa... Ne, to je spet kvarnik. Ne govor naprej. Sej bil že kvarnik. Ja vem, ampak ne govor naprej. Nismo tukaj, ne. Ja, imaš prav, okej. Bomo, tisto bomo še spoznali. Bomo nazaj prevrteli, čak sam malo. Ja, v glavnem smo na tej... A misliš na bistromatični pogon, ne? To ja. Tako, vse vem, kaj si ti mislil, ja. To je moja najljubša ladja. Od vseh na svetu, mislim v vesolju. Ne, mi smo zdaj v 12. poglavju, kjer spoznavamo, poglobje spoznavamo Zabhodovo psiho, ne? Yep. Ker smo jo sicer obdelali že v 11. poglavju. Ja.
Ja. Ampak je ta Zaphod ena taka osebnost, ki mu ne moramo posvetiti samo enega poglavja. Ja, valjda, ne, mislim, le predsednik. Ne. Pa 2 glavi ba. Če še nisem omenil. Psihičnih težav ima pa ne. Ne broj. No, vidiš, to je zdaj spet mogoče tudi iz tega stališča ugotovimo spet, da teli predsedniki mogoče le niso vsi cvet naroda, ne? Pa naj si gre za slovenskega, za ameriškega, za angleškega, ne? Da pač to le ni tisto, kar bi lahko izbrali iz tega bazena ljudi, ki jih imamo. Jaz sem hotel reči, da niso verjetno gladki. To sem hotel reči. Jaz sem hotel to lepš povedati. Zelo lepo si povedal. Veš, kaj pravijo? Tak ti je to, da poveš resnico, pa nekdo ni užaljen na stran. No, ali pa, da niso gladki. Da niso se fičuli tam. Da frnikole skačajo čez rob, ali kakorkoli. No. Ne vem, zakaj sem pri frnikolah, da se ful fičalo, pa kaj sem jim majhen, se nisem. Naj bi staro slovensko kriletico uporabil, ne, nima vse kure na štank. Lepa. Ja, in glede na to, da ima ego velik, vsaj pol galaksije, ne, pač posluša novice samo o sebi in je kar zadovoljen, kar sliši. Da je zadovoljen, po mojem, da je ne. Ja, valjda, ja. Malo mu filajo ego s tem, ki pač razlagajo o njegovem podvigu, ne pri poročilih pa to. Ker itak so ga cela poročila zdaj polna, ker je ukradel to ladjo. Ne. V bistvu najbolj polna, odkar je rato predsednik v resnici. Ne. Ker prej je bil znan po tem, da je izumil pangalaktični grlores, zdaj pa je ukradel ladjo. Ne, tako da. Yep. Sam ne vem, kaj vmes je v poročilih en del, ki ga res ne štekam. Seveda je trik v tem, da kresneš v kup 2 kamna. Tam je, mislim, sicer je lepa, ampak res je ne štekam. Po moje, verjetno to za ogenj ali kaj, ne vem. A veš, kresneš 2 kamna v kup, kot narediš ogenj, ne, neki. Ja, veš, čem fora, ne? In zdaj lepo zdrav vsem razumnim bitem, vse posob in vsem drugim tudi. Seveda, trik je v tem, da kresneš v kup 2 kamna. In seveda, da naša velika... On je hotel vsem unim, ki še niso napredovali, je hotel pomagati. To. Težko ti radio slišiš, če še nisi tako delež, da kresno 2 kamna. Ne? Seveda, pa če nisi na ti, you're not in the warp speed yet, ne. Itak je ta, mislim, to smo itak čisto preskočili, ta njegov motion controle, ki si jih je Douglas spomnil, ne vem, kdaj je bilo to. Ja, v 70-ih. Konc 70-ih, ne, 79, 80. Ja, to, da sem imel... Je govoril o motion controlih. Prešel je v bistvu že touchscreen, ne, in si mogel pred radijem primer sedeti, zato da ni spostaje za meno. Tako je. Poslušalci, a si predstavljate, da bi imeli telefon, oziroma napravo, na kateri pač nas poslušate, ne? In bi vas to stalno, če bi vi neki krilili, bi vas premetavali iz enega podcasta na drugega, ne? In to bi bilo res grozen. Pa se je bil nekaj časa nazaj imel Samsung lih to, da ne zelo takneš, ampak vspred mahaš. Mislim, da imaš še zmerto. Narejen, evo. Nekaj patentiral. Glih danes sem poslušal, ko sem bil v hribih, sem poslušal en pogovor nekih... Sem mislil, da si podcast v hribi poslušal, pa sem rekel, pa spada reči, what the fuck? Nisem, ne. Okay. V bistvu, kakšna bizarnost je, ne, recimo, kaj rečeš za GoPro kamero, ne? Ja. Rečeš, GoPro, take a photo. In je ženska rekla, ne, da pač so imeli več teh GoPro-jev in je ti pač slikal in je njej v ruzaku, ki ga je imela, je pač slike delal, ne. Pa se to so delali, ko so bile te reklame za Super Bowl, ki je Alexo sprožval. Ja, pač gledali so Super Bowl in so rekli, ne vem, Alexa go to internet ali ne vem, kaj je bilo. In je začela ona snemati bolj, tako po velikih ameriških domovih. Ja, pa se pa mogli neki zamaskirati, neki so audio sfejkali za naslednje reklame, tako, ko so se naučili, ko so ugotovili, da je celo štala. Tako, da je bila cela jeba, to je bilo par let nazaj. Tako da to je ta moment. Krilarjenje pred... Udovizem, s čem ti vse Alexa upravlja v bajti. Ja. Jaz čipa pa Alexa v glavu ne umel. Ja, jaz tudi ne. Kaj noš imel? Čipa v glavu ne umel. Ko ne, vsega v žduvu s COVID injekcijo.
Sam ti počakaj, čim. Zdaj pa jaz, zato še ni cepiva zunaj, veš, ker ne vejo še, kako da bi še avtizem povzročil. Zdaj čip že imajo noter, ne vejo pa, kako da bi še avtizem povzročil. Avtizem, davica pa še neki zraven, za plus. Ja, lej, to bonus option. Ja, da lahko ti odklukaš. Ne, nič ni treba odklukati. Ja, to je vse v ceni. To developerji odklukajo zraven, veš, kaj bi imel, veš. To pa ja. Nadaljavo. Skratka, čipov glav ne. Ja, čipov glav ne. Tle smo v tem poglavju je ta, če je to okoli kdo važnejši kot moj ego, se tisto poišče in na mestu streli. Ja, res smo prišli. Daj nehej, no. Kaj sem pa jaz pol to malo narobe bral. Ne, se čist vredo, lej. Sej so tako zvezna, da je vse v redu, ni panike. Ampak sta pa ugotovila Zaphod pa Trillian, da sta te dva štoparja oziroma človeka, whatever, pobrala v odseku ZZ9 plural z alfa, ne? Ja, pa jaz bi sam rekel, ne govori o človekih, ampak govori o vesoljcih, ne? V angleščini o alienih. A res, ali kaj? Ko bere, on ne govori nikoli ne reče človek, ampak reče alien. Čak, pa ne, samo v prevodu pa ni, veš. A res, v tem govori, you pick up aliens on the bla bla bla, nekaj. Glej, je rekla Trillian, pobrala sta tista dva tipa. Katera tipa? Aha. Čeprav meni se zdi tipa lepš, aliena. Torej, ZZ9 plural za alfa. Ja. Več kaj, zdaj pa pride ta odstavek, ko Trillian razmišlja, kako Zaphod, a je neumen, ali je pameten, ali neki ne. Ampak dajmo raje poslušati citat. Z nami je Matic Slapšak, pisatelj, novinar, kolumnist, bloger in po nekem čudem naključju bivši dopisnik spletnega časopisa ŽVPL in hkrati človek, ki je za preomenjeni medij napisal največ člankov. Wow. Zadnje čase piše na svojem blogu maticpise.wordpress.com, je pa tudi avtor ene lepe serije pravljic, tako da poiščite ga na internetu in preberite te pravljice svojim otrokom, ker so res fajn. Matic, a si pripravljen? Kar štarti. Med bivanjem pri Zaphodu se je Trillian srečala s številnimi težavami. Med drugim se je le počasi naučila razlikovati, kdaj se Zaphod dela neumnega, da bi preslepil ljudi, kdaj se dela neumnega, ker se mu ne ljubi misliti in bi rad, da namesto njega to opravijo drugi, kdaj se dela obupno neumnega, ker bi rad prikril dejstvo, da zares ne ve, kaj se dogaja, in kdaj je pač zares neumen. Znano je bilo, da je presenetljivo bister, kar je nedvomno tudi bil, le da ne ves čas, in to ga je, kot kaže, grizlo, zato se je tudi pretvarjal. Pri ljudeh okrog sebe je laže prenašal zadrego kot posmeh. To je bila za Trillian še največja neumnost, vendar je imela prepiro na to vižo že dovolj. Hvala, Matic. Kje smo pa mi ostali? Spet govorimo o predsedniku, ne? Ampak, a veš, kaj je zanimivo, ne? Da v bistvu dejansko so imeli, če si hotel biti predsednik, si pač prestal neka psihološka testiranja, ne? Ja, v bistvu res je. Ja. Recimo, tle na zemlji pa to izgleda dosti nezaželjena varovalka, ne? Ker mislim, da je niti še ena država ni ugradila, ne vem, da bi od svojega predsednika zahtevala, da gre na psihološko testiranje, ne pa da vidimo, a je pač ti. Ja, ali je gladek ali pa ne. Tako je. Ja. No, ampak mislim, da to ni zaželjena stvar pri njih, ne? Ker pa verjetno se jih mora vsaj polovica posloviti. Tako da tega začasno še ne bomo uvedli. Ja, pa glede na to, kako kaže, mislim, da je ta procent polovica že kar mal višji. Tako da ne bi to knežen ali. No ja, mogoče bomo mogli pa sam nova pravila o normalnosti postaviti, veš. Ne bi bilo šlo. Ja, tako. Ja, no, pa v bistvu Zaphod osvane, mislim, Trillian mu pove, da je to odsek ZZ9 plural z alfa, v katerem je njo pobral, ne? Tako. In pa se to njemu zdi skrajno neverjetno, ne? In to je pa treba zdaj nekako zračunati, ne? Kakšno blazno ključe je to, ne? A veš, in pol koga pokliče na pomoč? Računalnik. Ja, seveda, kdo bo vedel, ne? Mi vemo, da mu je ime Edi, ampak njegovo ime se še ne pojavi do 16. poglavja, tako da zdaj to je en mali kvarnik, ampak ni tako bistven.
Ampak Edi je pa zelo prijazen, on pa že ima PČO. Ne? Ja, Edi je zelo prijazen. Ja, zelo prijazen in gre za obhodu blazno na živce. Ne? Dobro, sem za obhodu gre tudi Marvin na živce. Da... Seveda, ko ima Marvin tudi PČO, se je jasno. Ja, oba dva sta. Ja, samo on je prijazen, ta ni prijazen. Očitno so Marvinu sprogramirali tudi to, da je bolj depresiven, tale pa zelo prijazen. Ta pa je tak nehajpan. Vsak karakter svoje vrste. Ne? Eni pač so take, eni so pa drugačni, eni pa ne. Ja, to je res. Ampak pol v bistvu reče računalniku, da ne se ugasne, ker mu gre res blazno na živce. Ne? In da hoče ono, da na roko zračunati. Neverjetno, je res ena taka stvar, ki se jo spraviš na roke računati. Ne? Ja, in pol se pa v bistvu zgodi sam še to, da ima nerata. Ne? Ja, no shit. Računata in ima nerata in pol spet prikličeta na pomoč računalnik, ki se oglasi zdravo. Zdravo je kar popularno. Ni to na ključe, ne? Na ključi ni. In spet je prijazen računalnik in vmes še nekaj naklada in hoče biti super prijazen in iztržil. Meni se zdi, kakšen tak angleški butler, veš. Ne, pa niso, Angleži niso tako usiljivi, pa nekako, ta je res kar mal dosaden, kakšna prodajalka v trgovina, veš, ki se ti skozi nekaj ponuja, da bi ti nekaj izbral, pa ne vem, ti pa rečeš, lahko sam pogledam, mislim, ne. Sam tole pogledal, ne bom vzel modrca zdajle, ne rabam. Priješ po 3 pere, pa ti modrc ponudi. Ja, lej, gospod, veste, so v akciji, veste? Ja, samo ona to more govoriti, reda Boga. Se vem. Ne, da bi... To je najbolj grozno prsen skup, ja. Ne, veš, zanč pridem jaz v Merkur, ne, in kupam eno obešalnik, ne, in pridem do blagajne in so imeli pa tisti teden, so imeli pa sekundna lepila, ne, v akciji, ne, in mi ona prav, gospod, a vam lahko ponudim še sekundno lepilo zraven? Sem rekel, kaj je to za kurac obešalnika, veš, da moram že sekundno lepilo takoj pri blagajni vzeti, pizda. Pa je saj kaj premaknil, ali? Ne, tako je poklicala še kolegico, prav, a veš, kaj mi je ta gospod Rih? Bravo, to si bom zapomnil za naslednjič, ker te sekunda lepila imajo akcije, že tudi lanske so jih imeli polet. Tako da očitno jih kolobarijo, ne vem kaj. So redne te akcije. Ja, skozi imajo akcije. Ja, se v bistvu se kar zoprno. Mislim, če si prodajalec na pumpi ali pa v Merkurju ali pa whatever, moraš še zmer ponuditi ene 3 stvari, ne. Mislim, vsaj eno, nekaj, kar se pa v McDonald'su, če bo še krompirček zraven vzel. Dobro, tam je logično, recimo, če vzameš hamburger, boš verjetno še po fri vzel, ampak tam veš. Ja, v bistvu res, ampak sekundno lepilo skozi rabe. Si, to je res. To je kot silver tape, veš. To se hoče reči. Veš, če silver tape obešen, pa te sam sprašval, če ga rabiš, kaj ga itak rabiš skozi. Točno to, vedno ga rabiš. Pa duct tape, tako. Ja, to vse rabiš. Sekundno lepilo je še najmanj rabiš od teh 3 stvari, ne. Pač, veš, silver tape pa, ja, ok, vala, ne, absolutno, VD40 tudi, ne. Valda, ne. Sekundnega lepila nisem nikoli zastopil, mislim. Jaz tisto spopam skupaj in pol čez minuto probaš s prstom, ne, in unu še zmeram je mokro, a prsti se ti pa pol lepijo skupaj, ne, mamo in ne. Fora je v tem, da moraš prebrati navodila. V navodilih piše, da moraš počakati 10 sekund in pol skrb stisniti, ali nekaj, ne vem, točno, ne vem, koliko je zdaj na pamet, ker že dolgo nisem bral navodil, ampak nekaj sekund moraš počakati. Ampak spomnim se, da je fora, da ni sekundo, ampak je, veš, nekaj sekund. Meni se zdi, da 10. A ja, jaz sem pa čisto napsihiran. A veš, jaz sem dec, ki ne bere navodila. Jaz polka pokvaram grem gledati navodila. Sej, jaz sem tudi to, kad narobe naredil, sem pol prebral navodila in ugotovil, da moraš obe stvari premazati, mislim, obe strani premazati in pol počakati, to, kar piše, in pol skrb stisniti in pol v nekaj sekundah prime. Pol pa se šele posuši po žnje, pol pa še žnje sekund, preden to dejansko drži. Ne? To je bilo peljevo dejstvo. Peljevo dejstvo. Pa ga imam. To ste se nekaj naučili, poslušalci, to je zdaj tako kot pratika. To ni podcast, to je zdaj pratika.
Kot bi naš prijatelj rekel, to je šola življenja. Ampak v glavnem, dajte prebrati navodila, ker mogoče se bojo, pa, če boste to poslušali v prihodnosti, mogoče bo že tako huda, da bo res sekunda, pa bam. Ne, tako da ne me držite za besedo. Kot pravi en drug profesor na nekem faksu, RTFM. Tako. Gospod Sparning, ja. Gospod Sparning, legenda. Aha. Večjih faksov, ne samo enega. Razložiti, kaj to pomeni. Vse vejo, pogooglite, vse bojo, vse ni težko. Pogooglite, lej. Z veliki črkami RTFM pa bo v redu. Ni Rage Against the Machine, ker tudi ne gre skap, ampak je pa kar blizu. Črke se ne ujemajo. Ja. No, če bi še kdo zamenil, slučajno, da je dislektičen. Torej, kje smo stali? Skoraj na koncu smo že, ne? To, preračunavanju neverjetnostnega pogona, ki ima se pač nikakor ne posreč, ne? Kdo bi si mislil? Ne, samo veš, kaj mene zanima. Zapad ima dve glavi, ne? Se pravi, najbrž ima tudi dvojne možgane. Ne? In zdaj, ali je skuril polovico enih, pa polovico drugih z unimi pangalaktičnimi grlorezi, ali kaj je storil, ne? Mogoče on sam kompenzira, veš, ne? Z dvema glavama, da ne zna niti... Anatomija bi bila zanimiva, ne? Da je saj za eno ok. Da možgan je saj za eno ok. Kakor smo ugotovili, najbrž še za eno ni, ne? A veš, ne vemo. Ne? A veš, kaj tukaj je že problem? Jaz ne vem, a veš, kako eno srce poganja, a veš, da pride do dveh možganov, ne? Mislim, kri do dveh možgan. Ja. Se sklanja to. Ja, veš, tukaj je že malo problem. Tako da mogoče imaš res... Mislim, glede na to, da možgani rabijo največ krvi, pa vsega energije v telesu, ne? Ja, to je mogoče pa res, da ima v bistvu dve glave, pa en možgan, ki nekako približen dela. Se pravi, se ga v bistvu načrtno skur, zato da saj približno lahko funkcionira, ker drugače ne bi mogel. Ne, pa se to je zdaj pol spet nov kvarnik, ampak on se je podvrgel nekim kurjenjem možganov, ne zaradi tega, da itak ne bi ugotovil, kakšen je imel namen z ladjo, ne. Tako, to je itak, ja. Ja, ne tega govoriti. Kvarnik, No in onedva sta itak pol zračunala, ne. To neverjetnost, ki je v bistvu kaj? Neverjetna. Ja, ampak zanimiv pa je, da je konstanta. Jaz se v končni fazi res. Zakaj ne bi si kar eno cifro za nekaj neverjetnega zmislil, ne? Ja. Rekel lahko 6, a veš, ali pa recimo. Lambda. Ne, lambda ima že svoj. Dobar, no, že svoj. Je zaseden, Dobre, ne? In potem onedva ugotovita, da sta bila onedva totalna srečkoviča, ki sta jih pač pobrala, ne? Mislim, ki jih je pač ladja pobrala, ne? Yep. Sicer je res prej Zaphod je pač razmišljal, da to je itak čist bedno, zakva so jih pobrali, ne? In pol Trillian, ki je imela še majčken tega osebnostnega čuta, ne? Prav, ja, pa ti bi jih kar pustil, da umreta, ali kaj pa, ja, ne čist na ta način, ne, ampak njemu je res dol vesel, če bi onedva umrla. Prav, ja, pa se bi jih kakšen drug pobral. Mislim, ne. Ja, kje je sekundo, pa bi umrla. Ne. Ja, Sekundo počaka, smo bi se vse skupaj samo rešili. Le bi še nekdo šel mem. Se pa problem sam po sebi rešil. Ja. Počakaš pa je. Če nič ne narediš, se bojo že rešila. Samo dolg časa moraš počakati. Tako je. Ja. Ja, in pol kvarnik in pol računalnik se preklop in ima seveda rad ustrežele. Ampak pol pa še dodaja eno majceno zanimivost. Ne. Sta vedela, da teče večini ljudi življenje po telefonskih številkah. In se eden od Zaphodovi obrazu skremš in povleče za sabo drugega, se ti zvozlal. In pol še Trillian nekaj zignorira telefonske številke, ti si rekel, mislim, računalnik, ti si rekel telefonske številke in... Sam te telefonske številke so res, a veš, kaj smo že imeli, ne, iz Linktona ali skje je bil že telefonska številka, nekaj, nekaj bilo neverjetnega, ne. A veš, ti zdaj pomisli, recimo, ta telefonska številka našega podcasta, kamor lahko ljudje kličajo, ne, da ta cifra nekomu upravlja življenje, nekje na tem jebenemu planetu. To je bilo, ali je to v dejstvo? Čeprav ni bilo dejstvo, ker ne vemo, če je. Ne, se vem, ampak kako sem reče, ali je to dejstvo. Ne, ampak lahko je. Zigar nekomu pripada ta naša telefonska številka. V bistvu sem reče,
Ja, čisto. Boljše. Ja. Dajme ponoviti 0599 68 685. Tako da, če ta številka upravlja vaše življenje, prosim, pošljite. A veš, da se mi tukaj nek... Pa saj ne veš. Ja, Saj sej, ne ampak veš. veš, on reče, Ne veš. a veš, mogoče bo nekdo uplačal loto s temi številkami, a jih je dosti, ne vem. Čak, bom In probal pa mu na delo. prinese... Mislim, glede na to, koliko je moj življenje drag, po mojem 1090 z mano upravlja pisma. Zato pa poslušalke in poslušalci donirajte, ker ne, življenje ni. Ja, rufen zjaj. Rufen zjaj. To je bilo za našega nemškega poslušalca. Evo ga. Saj ni samo en, več jih imamo, no samo en se je javil. Halo. No, za vse naše nemško govoreče. Mi smo tako Za international, nemško- da to je za znort. No, in pol ugotovite, da boste ignorirali. Ampak veš, ne, pri teh telefonskih številkah, ne, se smo ugotovili, da je v bistvu Islington isto kot Vrhovci, ne, oziroma Brdo. Kaj, ne. V bistvu je. Evo, vidiš, vse je povezano. Veš, tako da vse pove, da telefonske številke so povsod. Iluminati. Prosim, tle pa nehamo. Ja, lej, Mislim- vse je povezano, stari. A ti že bral kakšno to Illuminati knjigo, jaz pa imajo. Mislim, veš, da je, ne. Lej, veš, vedno, kakšen YouTube pogledali pa to. Oni imajo samo YouTube videe, ki po mojem Valjda. njihovi Ne, pa valjda so to knjige. subscriberi so bolj tako YouTube publika. Valjda imaš tudi knjige, mislim, ne vem še, ampak ziher jih imaš, nisem še prišel. Pa jaz bi na tem mestu rekel, da Illuminatom se ne bom nikoli upravičil. Razen, če nas bo to Lej. prisilili. Sami od sebe ne. Da se- Ne! Ne! Ker imamo pa svoje dostojanstvo. Ne. Oni se skrivajo v senci. To je to. No, v glavnem, ne, in pol pride na to, da Triljan ugotovi, da tujca prihajata na most, ne, in da če je kakšna kamera, da jo lahko pogledata. Sicer ne vem, zakaj bi zdaj gledala tujca, ampak od zdaj naprej ne smemo več nič govoriti, ker je spet pečino obešalnik. Hashtag. Tako. In je konc tega poglavja. Tako. Tako. Ja, evo. Preden gremo, kaj moramo še reči. No, recenzij tokrat ni, ampak smo pa dobili odličen feedback na Twitterju za predloge, katere fizike ne kontaktiramo, tako da hvala Afna Cizej, Afna Piskotk, Afna Browsek in Afna Portal v vesolje. Sam še subeta popravimo, pa bomo zrihtali nekako. Ne. Še posebej smo pa veseli tvita Artemide, ki je napisala, da je danes med tekom, no to ni danes, ampak takrat, ko je poslušala naš podcast in se pol časa režala kot kreten. Najboljši tek v zadnjih 10 letih. Zelo lepo, zelo lepo. Hvala lepa, hvala lepa. Tako da ne naprošamo. Ja, v bistvu naprošamo poslušalstvo, da pač nas ocenite, oziroma če nimate Apple Podcasts, lahko pošljete pismo na hvalazasribe@gmail.com. Ej, Aljo, daj ti povab poslušalstvo, ko si hotel imeti več airtima. To je res dolgo, To pa višja plača. Iz nule na nulo. Kot je rekel broj 1, evo, dej 0x300. 0x300. Pri nas smo za nadure v našem podcastu smo plačani 60 minut. Tako da. Vabimo poslušalke in poslušalce, da preberete citat iz 6. poglavja in objavili ga bomo v naslednji epizodi. Iz 13. poglavja lahko posnamete karkoli se vam zdi vredno citata. Kako? Če vas zanima, kako? Preprosto. Posnameš se kar s telefonom in nam posnetek pošleš na e-naslov opravičujemo se @gmail.com. Kot smo že omenili, lahko citat posnameš direkt na telefonsko tajnico, kjer pokličeš na brezplačno telefonsko številko 05 99 68 68 5. Vam preberem še enkrat. 05 99
68685 in prebereš citat. Več opcij pa dobite na naslovu hvalazavseribe.si. Wow. To je bilo pa lepo. Bravo, Wow, bravo. Maš ga, evo. Narejen. Plača bo. Zdaj pa... Višja. Tole pa za dopust. To pa bo. Dopust je že bil, tako da... Kljub temu, da nas podpira tudi pivovarna Pelicon, smo seveda najbolj hvaležni direktne podpore. Zato se iz srca zahvaljujemo Lukatu, Blažu, Mateju, Juretu in Primožu, pa še neimenovanemu junaku. Veste, kdo ste in iskrena hvala za vašo podporo. Ker smo pa v tem, to lahko storiš tudi ti. Hvaležni ti bomo z srca in tako bo naš podcast lahko prišel do konca. Hvala lepa. Kot vedno smo bili z vami Aljo, Peli in Zi. In če ti ta podcast všeč, ga lahko deliš, oceniš ali podpreš. Hvala za vse ribe. .si. In out! Narejen, odlično, hvala lepa, čau. Ajde, čau. Čau.